V slovenskem gospodarstvu si vsi želimo povečati produktivnost in učinkovitost poslovanja, predvsem pa omogočati poslovanje s tujino. Vse to nam omogoča digitalizacija poslovanja in eden od elementov tega digitalizacije je tudi elektronsko poslovanje oziroma uporaba e-računa. Zato e-račun zamenjuje pisni račun in če povemo definicijo, elektronski račun je torej račun, ki bo izdan, poslan in prijet v strukturirani elektronski obliki in s tem omogoča samodejno in elektronsko obdelavo. Osnovni cilj torej elektronskega računa je, da se izognemo ročnemu delu in da podpiramo avtomatično obdelavo. V Evropski uniji je veliko različnih standardov, štejemo jih več kot 400. V Sloveniji pa je najbolj uveljavljen e-slog kot podverzija Edifact standarda. Mogoče pomembno, da še povemo, kaj ni e-račun. E-račun vsekakor ni PDF, ki je poslan po elektronskem mailu. Ta PDF po mailu ne omogoča teh prednosti elektronskega poslovanja, kvečjemu lahko omogoča zmanjšanje poštnih stroškov, za vse ostale prednosti pa moramo uporabljati pravi e-račun v strukturirani obliki. Na Gospodarski zbornici Slovenije smo štartali s projektom e-slog s ciljem, da pripravimo in uveljavimo standardne elektronske elemente leta 2001. Leta 2005 smo objavili prvo uporabno verzijo elektronskega računa, to je verzija 1.4, in v nadaljevanju skozi leta ta e-račun izboljševali, ga dopolnjevali z izkušnjami pri uporabi v podjetjih in 2014 razvili e-slog verzije 1.6, ki se je najbolj uveljavil v slovenskem gospodarstvu. 2018 smo pripravili zadnjo verzijo e-računa 2.0 na osnovi evropskega standarda. Ta račun 2.0 je nastal na podlagi direktive Evropske unije 2015/55, ki je predpisala elektronsko izdajanje računov pri javnih naročilih in na osnovi tega je nastal tudi evropski semantični standard ENO 16931, ki smo ga v projektu ROWS uporabili, da smo razvili e-slog račun 2.0. Kakšne so glavne razlike proti starejšim verzijam računa? Ena je bistvena, da je ta e-slog 2.0 usklajen z evropskim standardom in s tem omogoča čezmejno povezljivost in čezmejno poslovanje, kajti tudi druge države so pripravile svoje standarde usklajenega z evropskim standardom. Na osnovi direktive, ki je zahtevala, da smo kompatibilni z CFACT-om in UBL-om, smo v ROWS-u pripravili tudi mapiranje med e-slog 2.0 in temi dvema sintaksama in s tem omogočamo, da lahko podjetja poslujejo s katerimkoli državo v Evropski uniji. Glede na to, da je bil v Sloveniji v veliki uporabi 1.6 in 1.6.1, smo pripravili tudi mapiranje na ta dva standarda, vendar to mapiranje prinaša veliko težav in ni zaželjeno in predstavlja predvsem izhod v sili. Zakaj? Ker je e-slog 2.0 dosti bolj bogat in strukturiran, je zelo velika težava, da se mapira iz 1.6 v 2.0. V obratni smeri je lažje, velike težave pa nastanejo, če se mapira iz 1.6 v 2.0. In mogoče še ena bistvena informacija. Forum je na 11. seji 5.12.2019 sprejel odločitev, da se s 1. oktobrom konča prehodno obdobje istočasne uporabe 1.6 in 2.0 in torej od oktobra 2020 bo veljaven le še e-slog 2.0 in providerji in podjetja se že pripravljajo na ta prehod iz 1.6 na 2.0. Pa vendar moramo povedati tudi, zakaj se gremo e-račune, zakaj se gremo na elektronsko poslovanje. Eno od najpomembnejših elementov prednosti e-računov je zmanjševanje stroškov. Z uporabo e-računov se zmanjšajo stroški glede papirja, tiskanja, poštni stroški pri pošiljanju, predvsem pa se zmanjšajo stroški zaradi zmanjšanja ročnega dela in manjšega števila potrebe po ljudeh, po človeškem delu pri vnosu teh podatkov v zaledne aplikacije.
E-računi pa omogoča tudi to avtomatizacijo in integracijo postopkov povezanih z računom. Torej, ko pride e-račun, ga lahko v bistvu preko informacijskega sistema avtomatsko prenesemo parametre v zaledno aplikacijo in omogoča nadaljnje postopke pri likvidaciji računa znotraj procesov v organizaciji. Vsekakor e-račun omogoča hitrejšo dostavo in obdelavo. Če je pri pisnih računih traja postopek pošiljanja računa 2 ali celo še več dni, je pri elektronskih računih izmenjava računov poteka v rangu minute oziroma par minut. Zaradi elektronske avtomatizacije omogoča e-račun tudi večjo učinkovitost in zmanjšanje človeških napak. Ni potrebno prenašati podatkov, ne nastajajo napake, ki največkrat povzročajo velike težave zaradi storniranja računov, ponavljanja postopka in tako naprej. Pri uporabi elektronskega računa vse te napake zmanjšajo. Velika prednost je pri distribucijskih verigah tudi ta, da je e-račun povezan s predhodnimi dokumenti. Če gledamo ves proces od naročanja, naročilnica, potrditev naročila in dobavnica, lahko račun nastane direktno iz dobavnice in torej še en način, da povečamo zanesljivost poslovanja in zmanjšamo število napak, ki pri tem nastaja. Zaradi avtomatizacije pošiljanja, zaradi pošiljanja po varnih elektronskih kanalih in pa predvsem z uporabo digitalnega podpisa je zagotovljena večja varnost elektronskega računa. Z digitalnim podpisom se lahko zagotovi dejansko izvor računa, se pravi izdajatelj, da je ta pravi tisk, ki pošilja račun, poleg tega pa se zagotovi tudi nespremenljivost oziroma, da je ta račun dejansko prišel v tisti obliki, kot je bil poslan. Pošiljatelja zelo zanima, v kakšnem stanju je račun. Zaradi tega v bistvu ravno to avtomatsko pošiljanje računov omogoča sledljivost, tako da pošiljatelj v vsakem momentu ve, v kakšnem stanju je račun, a ga je prejemnik prejel in v kakšnem stanju se trenutno nahaja račun pri prejemniku. Predvsem pa je pomembno tudi to, da je ta proces pošiljanja računov avtomatiziran in da omogoča avtomatsko varno ohranjanje e-računov v skladu z DAGA in torej omogoča varno hranjenje računov in da ga lahko do tega računa prideš kadarkoli tudi v nadaljnjih postopkih, če je to potrebno.